Včeraj smo zaključili 11. sejo mestnega sveta mestne občine Kranj. Mogoče ena najbolj pomembnih zadev je sprejetje izvedbenega prostorskega načrta za mestno občino Kranj. Tukaj bomo rešili dva velika problema degradiranih področij, in sicer eno je samski dom v Stražišču, drugo pa tudi samski dom na Planini 1. V obeh zadevah imamo investitorje, ki so pripravljeni dejansko oživeti ta dva dela. Poleg tega je še kar vrsto ostalih zadev bilo sprejeti. Razprava je bila zelo burna, ampak tukaj na koncu so bili vsi mestni svetniki enotni, da je to zadevo potrebno sprejeti, ta izvedbeni načrt, in zato so tudi soglasno sprejeli ga. Potem zelo pomembna stvar je tudi, da v Kranju dobivamo odlok oziroma dobivamo nov park, največji park v mestni občini Kranj. Gre za park umeščen med avtobusno postajo in pa porodnišnico oziroma med Blajvajsovo cesto in pa Gosposvetsko cesto, in pa enotni so bili tudi mestni svetniki, da se ta park imenuje po doktorju Janezu Blajvajsu. Poleg tega je bilo sprejetih kar nekaj odlokov, glede na to, da so bili v prejšnjem branju samo osnutki. Gre za, to se pravi, odlok o javnem zasebnem partnerstvu pri reševanju energetskih problemov v Kranju. Ta namen bomo skupaj z partnerji iz javnega zasebnega partnerstva obnovili 15 novih stavb. Vemo, da smo letos zaključujemo obnovo 22. Potem je bil sprejet tudi odlok o prometnem režimu v Kranju. Dodatno je bil sprejet tudi program športa za leto 2020 v Kranju. Potem so za Zgornje Bitje sprejeli OPPN, to se pravi občinski podrobni prostorski načrt za gradnjo 4 stanovanjskih hiš. Dejansko potem je bilo tudi vzpostavitev odloka o javnem zasebnem partnerstvu za vzpostavitev koncepta električne mobilnosti v mestni občini Kranj. To, kar sem že povedal, to se pravi, gre za vozni park v mestni občini Kranj, se menja iz organskih goriv, gremo na električna goriva, pogonska goriva, potem vzpostavitev električnih polnilnic ter pa fotovoltaičnih elektrarn na strehah stavb v lasti mestne občine Kranj. Potem nas je obiskal prvič tudi direktor Komunale Kranj, javnega podjetja, gospod Matjaž Barčon, ker je predstavil vizijo. Tudi tukaj bo kar zelo konkretno sodelovanje mestnih svetnic in svetnikov, tako da mislim, da smo vzpostavili en dober dialog. Potem je bil sprejet odlok o delovanju na področju družbenih dejavnosti. Gre za financiranje delovanja nevladnih organizacij, programov in pa projektov društev, zvez in pa ostalih organizacij ter pa veteranskih organizacijam in pa upokojenskim društvom. Predstavljena je bila tudi toliko, kar se je dalo, vizija oziroma program kandidature Evropske prestolnice kulture za leto 2025. Mestni svetniki niso bili podrobno seznanjeni, glede na to, da bo kar konkretna konkurenca za to, da pridobimo naziv Evropska prestolnica kulture leta 2025. Lahko samo to povem, da do konca novembra oddajamo prijavo na Ministrstvo za kulturo in potem uradno prijavo v angleškem in slovenskem jeziku potem tudi v Evropo, tako da dejansko do konca februarja pa predstavimo celoten program. Vemo, da ne bo samo Kranj, ampak v ta sistem vključujemo celotno Gorenjsko. Tako da včerajšnja seja je bila kar v zelo dobrem vzdušju je minila. Res smo sprejeli veliko odlokov, ki so zelo pomembni za Kranj, tako da lahko opazimo kar precejšnjo enotnost znotraj svetniških skupin in pa
svetnic in pa svetnikov, tako da sem prepričan, da bomo tudi v prihodnjem letu, res da nas čaka še ena seja, 18. decembra nadaljevali v tem duhu. Ob koncu bi še enkrat rad pozval vse Kranjčane in Kranjčanke, kot tudi obiskovalce Kranja, da se nam pridružijo v akciji v Kranju Dobro v srcu mislimo. Tukaj zbiramo denar preko raznih dogodkov za tiste ljudi, ki so na obrobju, ki nimajo te možnosti, da so obdarovani ali da obdarujejo, ki dejansko imajo težave tudi s plačevanjem položnic ali pa vračilom kredita. Cel mesec bo potekala akcija, začeli smo jo z izborom županovega vina, nadaljujemo vsako soboto, ko bomo skupaj z obema podžupanama kuhali dobrote in jih ponudili obiskovalcem. Celoten prihodek iz tega izkupiček bo šel v dober namen. Poleg tega lahko tudi preko SMS sporočil vplačate evro ali 5 evrov za ta namen. Skratka, veliko bo priložnosti, da pomagamo tistim, ki pomoč res potrebujejo.